Spoštovana gosta, spoštovani profesori in dijaki ter drugi navzoči. Lepo pozdravljeni na okrogli mizi o vprašanju smiselnosti evtanazije v Sloveniji. Moje ime je Matevž in preden z Matijem začneva z vprašanji, dovolite nekaj besed za uvod. Zbrali smo se, da bi se resno in poglobljeno pogovarjali o tako zelo občutljivem vprašanju, kot je evtanazija. Naša mnenja so različna in prav je tako. Tu pa nismo zato, da bi se o evtanaziji prepirali, ampak še enkrat poudarim, da bi se o njej pogovarjali. Torej, med nami še enkrat lepo pozdravljam gosta, profesorja Matjaža Cvitra, je zdravnik, specialist onkologije in avtor pred kratkim izdane knjige o vprašanju evtanazije. Z nami pa je tudi profesor dr. Pleterski, koordinator skupine za pravno ureditev pomoči pri dokončanju življenja. Torej, dejstvo je, da oba, tako kot najbrž večina ljudi, dojemata smrt kot nujni del življenja, s katerim se bomo morali tako ali drugače soočiti. Verjetno pa precej drugače razumeta proces umiranja. Na eni strani želja po pravici, da življenje lahko prekinemo, če je trpljenje neznosno, kar zagovarjate vi, dr. Pleterski, ter tako predlagate pravno ureditev pomoči pri dokončanju življenja in na drugi strani skrb za kvalitetno preživetje poslednji dni življenja navkljub težki bolezni, kar je vaše stališče, dr. Cviter, ki opozarjate na neurejeno zakonodajo na področju dolgotrajne oskrbe ter posledično slabo razvita paliativna medicina pri nas. Bi se strinjala s tem razlikovanjem? Jaz prvi? Torej, jaz se s tem razlikovanjem seveda sploh ne strinjam. Treba je namreč poudariti, da kar zadeva paliativo, se vsi strinjamo, paliativa je nujno potrebna in to je pač tisto, kar veliki večini ljudi pomaga. Je pa dejstvo, da kljub še tako in še tako idealno razviti paliativi, ostane en del ljudi, ki jim pač taka paliativa ne more pomagati. In za tiste ljudi je pač namenjen zakon, ki ga pripravljamo. Tako da v bistvu glede tega med nami ni nobene razlike. Bi pa posebej poudaril, da seveda boste v teh razpravah zdaj okrog možnosti uvedbe tega zakona našli poziv. Ne govorimo o tem, pogovarjamo se raje o paliativi. Ali pa uredimo paliativo, pa zakona ne bomo potrebovali. To nažalost ni res. Ta zakon je potreben za tiste ljudi, ki jim paliativa ne more pomagati. Še enkrat poudarjam, obstaja en del ljudi, ki jim paliativa ne more pomagati. Smo pa vsi za to, da se paliativa čim prej in čim bolje uredi. Ja, torej, vsaj na eni točki se strinjava. To je, da se paliativa čim prej uredi. Zdaj, vprašanje je, v tej točki pa recimo se že razhajava, ali so stvari, jih je potrebno časovno umestiti, tako da bo najprej urejena paliativa, pa potem šele razprava o evtanaziji, ali lahko tudi obrnen vrstni red. Tukaj jaz mislim, da Andrej misli, da je potrebno, ne glede na to, da je torej ureditev paliative, vsi vemo, bo trajala 10 let ali več, če se bi vlada zelo hitro obrnila. Ampak če se ne bo, lahko traja tudi 20 ali 30 ali več let. Tako da to ni stvar, ki bi se z enim zakonom spremenila. Tukaj je treba toliko stvari finančno, fizično, na področju izobraževanja, organizacije zdravstva narediti, da to ni naloga za pol leta ali za 1 leto. Zdaj, ali bomo torej prehitevali paliativo z zakonom, mislim, ne govorimo o zakonu o paliativi, ampak dejansko udejanjanje zakonom o dokončanju življenja, tukaj pa se močno razhajava. Jaz mislim, da mora biti pravi vrstni red najprej dokončno urejena paliativa za vse ljudi in šele potem lahko razprava o tem, da bi morda nekaterim omogočili, da se prostovoljno odločijo za predčasno aktivno končanje življenja, to se pravi za evtanazijo. Torej so med nama neke bistvene razlike, jaz mislim.
Meni je zelo žal tudi, da ta zakon, ki ga pripravljate, v bistvu ne vključuje tudi paliative. Jaz sem vam zadnjič na enem takem podobnem srečanju svetoval, dajte vključiti paliativo, ker bo potem bistveno manj nasprotovanja takemu zakonu. Če bi lahko mogoče sam na kratko, za tiste, ki ne vejo, kaj je paliativna medicina, če bi lahko to na kratko razložili. Paliativna medicina, jaz bi rekel rajše paliativna oskrba na koncu življenja, ker to ni samo stvar medicine, to je v veliki meri stvar socialnih služb, celotnega mreže podpore, ki jo dajemo posamezniku, posebej še, kadar je zelo šibak in proti koncu življenja. To je vse tisto, kar daje posamezniku na koncu, kjer poskušamo čim bolj se srečati z potrebami posameznika, ko se mu približuje konec življenja. To so vprašanje fizičnega in duševnega trpljenja, duhovne oskrbe, socialne pomoči, vse to skupaj nekako zberemo v pojem paliativne oskrbe. Skratka, to so vsi tisti ukrepi, medicinski in nemedicinski, ki poskrbijo za telesni, duševni in duhovno blagor ali duhovno dimenzijo človeka, ki se poslavlja od življenja. Torej, pred kratkim ste tudi izdali knjigo o vprašanju evtanazije z naslovom Pogovarjamo se o evtanaziji, ter jo začnete s citatom Janko Pleterski si želi umreti. S tem takoj stopite in medias res aktualne razprave o evtanaziji v Sloveniji. Kako in do katere mere so po vašem mnenju pomembne osebne zgodbe trpljenja posameznih ljudi, kot je bil na primer gospod Pleterski, za samo vprašanje o smiselnosti uvedbe evtanazije. V knjigi ob koncu navajate tudi fiktivni primer dveh prijateljev, ko bi bila evtanazija v izjemnem primeru celo upravičena. Veste, tako je. V medicini na splošno, če gremo tako, skušamo neke sklepe, zaključke, neka spoznanja, do njih prideti na osnovi opazovanj zelo velikega števila ljudi. Medicina je v veliki meri bazira na študijah in opazovanjih stotin in tisočev ljudi. Recimo, če jemljajo aspirin, imajo manjšo verjetnost srčnega infarkta. To je študija, ki je imela nekaj tisoč ljudi in ki je to jasno pokazala. Pri etiki je pa precej drugače. Pri etiki pa zelo pogosto posegamo po posamičnih primerih. Etika v medicini in tudi v filozofiji recimo zelo velikokrat izhaja iz čisto konkretnih opisov, konkretnih situacij, konkretnih ljudi. Tako da jaz mislim, da ni čudno, nič ni narobe s tem ali pa nenavadno, da sem z takim medijsko najbolj izpostavljenim primerom očeta Andreja Pleterskega pričel to knjigo. Zdaj, tukaj ste omenili tisto zgodbo na koncu, ki jo je napisal dr. Ošlaj, kjer sta dva prijatelja, kjer je eden smrtno ranjen v kanadski divjini in prosi svojega prijatelja za to, naj mu pomaga umreti, da ne bo trpel, da ne bojo zveri prišle. Itak mu je usojeno, da bo umrl, in ga prosi za to. In to je en tak primer, fiktiven seveda, kjer, ja, morda bi se res marsikdo sicer z zelo težko vestjo pa vendarle odločil, da bi pomagal takmu prijatelju v taki situaciji s tem, da mu pomaga, da konča življenje in da hkrati sebe tudi reši. To so pa izjeme, na katerih zelo težko zgradimo pravila. Jaz
pravim, da zakoni v bistvu ne morejo zajeti izjemnih situacij. Vse, ne vem, je v knjigi, mislim, da je tudi ta primer v knjigi noter, mislim, kot ponazoritev tega, da z zakonom težko izjemne situacije reguliraš, je, da se nekdo znajde v enem neurju, zaide v hribih in se znajde, mislim, mrzlo je, dež je, veter, zgubljen je tam v visokih hribih, znajde se pred eno zaklenjeno počitniško hišico. In v tisti situaciji se odloči, da bo vlomil, ker je hišica zaklenjena in si noter se pogreje, si zakuri ogenj, najde še nekaj hrane in naslednji dan potem, ko se vreme izboljša, najde pot v dolino. Zdaj, najbrž ga ne bomo obsojali zato, ker je vlomil, ampak vendar v zakonu ne moramo napisati, kdaj je vlom dovoljen. Po zakonu je on ravnal narobe. On je vlomil v tujo lastnino in sodnik bi ga lahko obsodil. Ne moramo pričakovati, da bo zakon, recimo, ki ureja te stvari, vlom v tujo lastnino, da bi napisano, v takem primeru je pa vlom dovoljen. Pač to je stvar zdrave pameti tistega sodnika, da bo rekel, lejte, vlomil ste, temu človeku morate škodo povrniti, in s tem je stvar zaključena. Hočem povedati, da z izjemnimi primeri je težko na njih bazirati zakone. Doktor Pleterski, ste sin omenjenega Janka Pleterskega, zato ste lahko od blizu spremljali njegov osebni boj z življenjem in posledično njegovo željo, da bi čim prej umrl. In je zato sploh podal predlog za zakonsko možnost evtanazije. Ali se vam ne zdi, da posamezen primer vedno pomeni določeno izjemo in ga je torej treba jemati kot izjemnega, medtem ko je nekaj popolnoma drugega, če zahtevamo, da želja posameznika postane splošno pravilo? Torej zdaj, preden odgovorim na to vprašanje, bom jaz najprej vam postavil eno vprašanje, ki se vam bo zdelo malo nenavadno, ampak potem boste videli, da je popolnoma logično v sklopu razprave. Torej, vsi, oziroma marsikdo med nami igra igre na srečo. Kupuje srečke, igra loto, športno napoved, tombola, razni srečelovi in tako naprej. Zdaj bi jaz prosil, da tisti med vami, ki nikoli še ni bil pri nekem takem srečelovu ali taki igri, je kakršnikoli obliki sodeloval, da dvigne roko. Torej, eden. Glejte, kaj to pomeni? Vi vsi veste, da na loteriji dobi samo eden, ampak vsi verjamete, da vendarle lahko imate možnost, da dobite tisto nagrado in zato v tej igri sodelujete. Ko se rodimo, seveda smo hkrati že tudi obsojeni na to, da bomo umrli. To se pravi, vsakdo bo nekega dne umrl. Zdaj, kar nam lahko pri tem pomaga, je zavest, da imamo možnost umreti na dostojanstven način. V sklopu krščanskih molitev je bila nekoč zelo pomembna molitev za srečno zadnjo uro. Bili so celo celi molitveniki na to temo. Bili so ljudje, ki so vsak dan redno molili za to, da bodo umrli, torej srečno. Če to prevedemo v grško besedo, so molili za evtanazijo. Zdaj, torej, zakon o tem je namenjen vsakomur in ne samo enemu posamezniku ali pa nekim redkim posameznikom. Namenjen je vsakomur zato, da bo imel celo življenje občutek, da v trenutku neke stiske bo imel možnost izbire. Ne da bo trepetal, da bo on morda med tistimi, ki jim bo usvojena težak in trpeč konec življenja, ampak da bo naprej vedel, da ima možnost izbire. In zato gre pri tem. Torej, imeti možnost izbire. Zdaj, ne glede na to, koliko ljudi se bo potem na koncu tako rekoč prisiljeno odločiti za tako izbiro,
In zato seveda zdaj odpraviti ta problem s tem, da zdaj postavljamo eno statistično gledanje, kaj je množica tistih ljudi, ki jim tega ni treba in koliko je tistih, ki jim je to treba, je popolnoma zgrešeno. In še bolj zgrešeno je pa potem na tem graditi izpeljavo, da ta množica, da ta mala skupina ljudi ogroža, prosim, večina vseh, da ogroža njihovo svobodo, kar seveda absolutno ni res. Sedaj je ravno obratno, večina ogroža manjšino, ki pač ne more uveljaviti te svoje možnosti, da bi umrla na dostojanstven način. Torej, ta sprevržen način logike o manjšini, ki ogroža večino, je primerljiv s tem, kar sem jaz v svojem življenju doživel dvakrat. Torej, morda je vsem ali pa večini med nami še, ali pa vsaj malo starejši generaciji še dobro znana situacija borbe koroških Slovencev za njihove jezikovne pravice, ki so bile torej, stalno zavračane z večinskim argumentom, da s tem manjšina ogroža večino. In spomnim se v bistvu zelo podobne situacije tudi z Nemčije, kjer je šlo za jezikovne pravice lužiških Srbov, kjer je nemška večina tudi se potem pritoževala, da če jim to omogočijo, je to pravica, ki ogroža večino. Torej, to je nek sprevržen način gledanja in tudi zato odločno zavračam, da bi manjšina ljudi, ki je prisiljena, ki trpi pred svojo smrtjo, da bi na nek način ogrožala večino. Namreč tudi, če bi bil ta zakon sprejet, in to posebej poudarjam, bi vsakdo imel možnost izbire. Kdor se za to ne bi hotel odločiti, iz kakršnega koli razloga, se pač za to ne bo odločil. Medtem ko zdaj je vsakdo prisiljen trpeti, kar je proti 18. členu ustave, ki zavrača kakršnokoli torej siljenje ljudi v trpljenje in zapostavljanje. Gospod Cviter, bi želeli podati repliko? Ja, torej, sej so argumenti, ki si jih povedal, Andrej, sej sedijo in vendar se z vsem tem ne morem strinjati. Pač, gre za to, mislim, gre za več aspektov tega zadnjega obdobja življenja. Ena stvar je, ki jo je treba povedati, da je bistveno, ko gre za zadnje obdobje življenja, da je bistveno premalo zdravniki gledamo na voljo pacienta. Medicina je danes postala zelo močno usmerjena v tehnične veščine in zelo se postavlja komunikacijo s pacientom in zapostavlja to, da bi zdravniki prepoznali, kaj pravzaprav bolnik želi in kakšne so njegove želje. Tudi na koncu, recimo to, da so tvojemu očetu preprečili samomor, za mene ni sprejemljivo. Mislim, on je želel umreti in je to naredil z poskusom samomora in na to so ga na silo v bistvu reševali, zato da je potem v trpljenju živel še nekaj tednov, nekaj mesecev. Ja. To se mi ne zdi človeško. Mislim, on se je tako odločil, on je bil popolnoma kompetenten, ni bil umsko prizadet in imel vso to pravico, da na koncu tudi svoje življenje konča, če se je tako odločil in da odkloni in je odklonil, pomoč pa so mu jo proti njegovi volji dali, da je potem nadaljeval z življenjem na zelo trpeč način, tako kot ga je on doživljal. Tako da medicina ima veliko premalo posluha za ljudi in za njihove resnične želje v tem zadnjem obdobju življenja. Veliko preveč se ozira na razne smernice, ki jih na koncu diktira farmacevtska industrija, ki hoče prodati draga zdravila, ki so velikokrat samo podaljševanje trpljenja. Z gospo Kocjan, ki je tukaj, ki je tudi omenjena v knjigi, sva govorila o njenem možu, ki so mu
na silo zdravili napredovalga raka s kemoterapijo, ki jo je izjemno težko prenašal, ampak je bilo treba še in še nadaljevati s takšnim zdravljenjem. In jaz se strinjam, to ni človeško. Sploh pa, če on tega ni želel, potem moraš se s tem sprijazniti. Toliko o čist teh stvarih. Druga stvar okrog trpljenja je, da in dostojanstva v zadnjem obdobju življenja je, da je mnogo ljudi, mnogo pričevanj ljudi, ki v zadnjem obdobju življenja najdejo najbolj dragocena spoznanja o sebi in o svoji družini in o družbi in o svetu in tudi religiozna ali pa druge prebliske. Ampak to zadnje obdobje življenja je seveda v fizičnem smislu pogosto hudo okrnjeno. Ti ljudje so invalidi, so gibalno onesposobljeni ali slabo vidijo ali slabo slišijo, pa vendarle lahko ravno skozi to svojo invalidnost in nemoč doživljajo eno drugo dimenzijo življenja. Jaz ne znam tega tako dobro povedati, ampak veliko je pričevano o tem, da ljudje rečejo, recimo iz hospica so pričevanja, da nekdo reče, ta 2 tedna sta bila pa najbolj srečna v mojem življenju, najbolj polna, najbolj doživeta, veliko bolj kot prej, ko sem se, ne vem, pehal iz dneva v dan samo za neke zemeljske stvari. Tako da jaz, torej trpljenje je pojem, ki ga je težko natančno opredeliti, je seveda čisto subjektiven, ker ti si veliko govoril o trpljenju, a ne. Trpljenje je čisto subjektiven pojem, ki nekomu moramo verjeti, da trpi, pa vendarle imamo pa pravico vprašati, kakšno je to trpljenje in ali se mu lahko pomaga. Fizično trpljenje, to še vedno trdim, se da praktično v vsakem primeru ublažiti. Bolečina je skoraj brez izjeme, mislim, po neki nemški statistiki 1% bolnikov z rakom ima bolečino, ki se jo res ne da ublažiti. Vsi ostali imajo pač z dobro paliativno oskrbo, z dobro terapijo se da bolečino ublažiti. In isto velja tudi za vse druge težave. V najbolj skrajnem primeru pač tazga bolnika, ki mu bolečina ne pomaga, zdraviš z sedativi, da umiriš celotno, ampak to ni trajna sedacija, to je samo umiritev človeka zato, da se bolečina poleže in potem ga lahko zbudiš in ni nujno, da bo spet imel bolečino. Skratka, fizične težave se da ublažiti, zdaj duševne težave, duhovne težave, eksistenčne težave, tukaj pa imamo malo več težav, a ne malo več. Če nekdo reče, da eksistenčno trpi, in trpljenje je nedvomno tudi eksistenčno trpljenje, če je to nekdo, ki ne vidi smisla v svojem življenju in reče, zame je vsak dan trpljenje, jaz sem odveč na tem svetu, tako kot ena mlada dekle, ki je tudi njena slika in zgodba v knjigi, ki je rekla, pač zanjo je vsak dan trpljenje in vsak dan se čuti, da je. Skratka, to so potem te oblike trpljenja, ki pa sem jaz zelo, oprostite, ampak v takšnih primerih sem pa res zelo zadržan pri tem, da bi eno tako kot una 27 let stara trpi zaradi eksistenčnega trpljenja, nima nobenih drugih težav in prideš in narediš evtanazijo na njeno željo. Ker čim sprejmeš trpljenje kot argument za evtanazijo, potem moraš verjeti temu človeku, se ni druge poti. Moraš verjeti, da on trpi in če on trpi in če to drži, potem cak odkljukaš kljukco na obrazcu, rečeš, pacient je ali pa oseba je rekla, da neskončno trpi in to se pravi izpolnjuje kriterije za evtanazijo. Tako da problem pri tem so te kriteriji, ki jih mora posameznik izpolnjevati in ki jaz mislim, da se jih ne da v noben zakon dobro napisati. Tako kot sem v knjigi tudi jasno napisal, ne da se dobro napisati, kaj je to neozdravljiva bolezen, ker so vse bolezni kronične, so skoraj vse neozdravljive.
Ne da se napovedati pričakovanega preživetja, da rečeš nekomu, da ima pravico do evtanazije, če ima pred sabo 6 mesecev življenja. Oprostite, 6 mesecev, to ni nič. O nekomu, ki so mu dali 6 mesecev življenja, govorijo v španskih televizijskih nadaljevankah, v resnem življenju pa resen zdravnik ne bo nikdar rekel tega, zato ker tega ne more vedeti. Ko imaš pred sabo, to je statistično povprečje, ampak ko imaš pred sabo pacienta, veš, da je resno bolan, da je povprečno preživetje v taki situaciji 6 mesecev, ampak ta človek bo lahko živel 2 meseca ali pa 8 let. Nikoli ne veš. In na tej osnovi jaz ne morem podpisati, da bo on čez 6 mesecev umrl. In potem tudi vprašanje proste privolitve. Nekdo, ki trpi, neskončno trpi, zdaj pa izjavi, da želi, da se prostovoljno odloči za evtanazijo, je problem tega, da trpljenje samo ga tako zaznamuje, da njegova odločitev ni avtonomna lahko. Vseeno, kakšne vrste trpljenje je, ampak neznosno trpljenje in prosta odločitev sta 2 stvari, ki nekako ne gresta skupaj. Tako da jaz vidim težave pri tem, da bi v zakon spravili vse te kriterije, ki jih pa vse države po vrsti postavljajo kot pogoj za evtanazijo. Tukaj vidim težave. Da nobena država ne reče, če bi kdo rad umrl, naj pokliče na brezplačno številko 080 13 13 in bojo prišli in vas bojo umorili. Vse države rečejo pač, moraš imeti to in to in to, takšno medicinsko ozadje, takšno, tukaj so pa težave. Je pa samo še to, ko je Andrej rekel, da manjšina ne ogroža večine. Tukaj se jasno, neposredno jo ne ogroža, to je čisto jasno. Ampak za mene je pa zelo močno sem prepričan, da možnost legalne evtanazije zelo spreminja naš odnos do življenja, do smrti, do bolnih, do onemoglih, ker se bo vedno znova postavil en tiha možnost, stari, zakaj pa še tukaj tacaš po tem svetu, zakaj pa ne zaprosiš za evtanazijo. To je pritisk, ki ga bo čutiti ali strani celotne družbe, ali strani okolja, pacientovga, družine ali kogarkoli. Vsi bojo začeli nekako gledati na te stare, ki še naprej živijo neko za mlade ljudi bedno življenje, bojo vsi na njih gledali kot odvečne, zakaj bi jih pa mi financirali, zakaj bi jim pa gradili domove, za naše potrebe, za naše otroke ni dovolj denarja, za tele starčke imbecilne pa moramo graditi, pa moramo jih vzdrževati, pa jim zagotavljati zdravstveno, pa ne vem kakšno varstvo in tako naprej. Mislim, celoten odnos do teh bolnih starih se spremeni. Za večino zdravih vrst, kot ste tlele, se seveda ne bo nič spremenilo. Za tisti, ki so pa na robu, se pa lahko zelo spremeni, čim je evtanazija legalizirana. To se je pokazalo tudi na Nizozemskem in marsikje. Tako da tukaj pa jaz mislim, da je eno. Zdaj, Andrej, boš drugače rekel najbrž. Absolutno, imam pravico replike. Ja, hvala. Bom začel od zadaj, ker je bila omenjena Nizozemska. Namreč to, Matjaž, kar zdaj govoriš, seveda je strašenje z nekim futurističnim razvojem, v katerem nihče ne ve, v kakšno smer bo šel. Moramo pa nekaj vedeti, da zakon je posledica civilizacijskih sprememb v družbi in ne obratno. Tako da je zelo malo možnosti, da bi zakon povzročil nekaj, kar se bo spremenilo. Je pa seveda vaše strašenje ljudi razmeroma zelo uspešno. Predvčerajšnjem v Delu smo že lahko prebrali en pamflet, ki leti na vlado, ki govori o tem, kako vlada se ne briga za upokojence, zato pa pripravlja že zakon o evtanaziji, ki jih bo pač pospravil.
To seveda absolutno ne drži, vlada nima s pripravo tega zakona nobene zveze. Drugo, ne, v bistvu tvoja knjiga grajena na tezi, na domnevi, da razvoj in skozi uporabo zakona o evtanaziji na Nizozemskem dokazuje pač neke zlorabe, nek družbeni pritisk na ljudi. Torej, pri tem si seveda spustil in zamolčal poglavje, ki natančno o teh podrobnostih govori in ki dokazuje, da seveda tega ni in da je tudi končna ocena, torej zelo temeljite vsake 5-letne ocene njihovega stanja ta, da je zakon dober, da ga ni treba spreminjati, da gre v pravi smeri. Ugotavlja pa seveda, da se je pa sama družbena, ko bi rekel, pozornost na ta zakon pa povečala. To je pa res, ljudje se o tem več razpravljajo. Ima pa ta njihov zakon, uporaba njihovega zakona še eno dobro posledico in v bistvu tudi že, da lahko rečem, diskusija o tem zakonu pri nas ima prav tako dobro posledico v zvezi z paliativo. Na Nizozemskem se je ugotovljeno, torej paliativna oskrba bistveno izboljšala in pri nas se je zdaj končno začelo dosti množično govoriti o paliativi. Vsi vi zdravniki ste imeli možnosti to paliativo na nek način, kot sam praviš, vendarle uveljavljati že tudi prej, pa je bilo tega zelo malo. Šele zdaj nenadoma ste postali na to pozorni in se o tem mnogo govori. Skratka, v resnici vse tisto, kar bi paliativo lahko torej olajšalo in kar bi tudi potem zmanjšalo število ljudi, ki bili prisiljeni zaprositi za pomoč pri dostojanstvenem končanju življenja, se pravzaprav prebuja šele zdaj. Skratka, v resnici se družbena zavest prebuja, to je res. Ni pa absolutno nobenega dokaza, da bo stvar šla v smeri, ki jo vi napovedujete. To je za vas strategija strašenja ljudi. Pred pol leta sem vas javno pozval, kajti še to morate vsi vedeti, da že po sedanji zakonodaji, po zakonu o pacientovih pravicah, torej obstajajo možnosti prekinitve življenja na torej željo pacienta, gre za opustitev, torej recimo temu nepotrebnega zdravljenja. In tudi tu v bistvu že obstaja možnost zlorabe. Ta zakon velja že 11 let. Torej, do zdaj se nihče ni javil, da bi že prišlo do kakršnekoli zlorabe v tem smislu nekega družbenega pritiska ali pa institucionalnega pritiska ali pa družinskega pritiska nekega posameznika, da naj, tako rekoč, pod svoji volji zaprosi za opustitev zdravljenja. Tako da jaz trdim, to je strategija strahu in strašenja, nič drugega. Lahko večkrat ponoviš to. Ja, ne drži, no. Mislim, čist na kratko, na Nizozemskem ni bilo enega samega primera sodne preiskave evtanazije, pri tem, da imajo okrog 7000 že evtanazij na leto. In v 20 letih, zračunajmo, jih je bilo 100 000. In pri teh 100 000 evtanazijah ni bilo niti enega primera, ko bi sodišče se vprašalo, a je bil postopek pravilen. Postopek na Nizozemskem je zelo preprost, zdravnik mora izpolniti obrazec in če je vse pravilno poklukano, je stvar zaključena. Mislim, ni nobene preiskave. Bistveno več nevarnosti je, da boš šel na sodišče kot zdravnik, če boš zdravil pacienta, kot pa če ga umoriš. Če ga boš zdravil, pa ga narobe zdraviš, postaviš napačno diagnozo, kar se seveda dogaja v medicini, seveda se dogaja, medicina ni matematika, si lahko kazensko odgovoren. Če boš zaradi iste napačne diagnoze pacienta poslal v smrt, pa ne boš odgovarjal. Bistveno več je, recimo, bistveno bolj natančni so predpisi, kako je treba soglasje ali pa oporoko podpisati za dedovanje, ko je treba notarja, pa priče, pa tako naprej, kot pa za soglasje pri evtanaziji, ki zadostuje ustno soglasje. Ti zdaj razlagaš, kakšne so razmere na Nizozemskem. Ja. Ponovno poudarjam, ko bo zakon v javni razpravi, imaš možnost dati svoje pripombe in poskrbeti, da vse to, kar zdaj kritiziraš, pri nas ne bo. No, če lahko kar z naslednjim vprašanjem. Torej, evtanazija ni absolutna pravica, saj celo njeni zagovorniki govorijo o določenih omejitvah, ki bi veljale. Doktor Pleterski, lahko prosim poveste nekaj več o tem, predvsem z vidika tega, da ne bi prihajalo do očitnih zlorab?
Torej, ti mehanizmi so seveda poznani pri vseh državah, ki to po svetu urejajo. Gre preprosto za to, prvič gre za to, da v samem postopku vsa stvar izhaja iz jasne in očitne volje pacienta, da se to zgodi. Torej, v našem zakonu bo pač imel večkratno možnost to voljo jasno izraziti, tudi pred samim zadnjim trenutkom. Potem drugo, kar je zelo pomembno, je informiranost tega pacienta, da ne bi prišlo do primerov, ki jih tudi Matjaž omenja v svoji knjigi, ker pač ljudje v nekem trenutku pač rečejo, rad bi umrl, ne, da bi pravzaprav se zavedali, kaj to potegne za seboj in da obstajajo tudi neke druge možnosti, recimo temu pač paliativne ali pa drugačne pomoči, ki lahko tako olajšajo pač njihove probleme, da v resnici potem dejansko pomoči pri dokončanju življenja sploh ne potrebujejo. Torej, informiranost o vseh teh možnostih. Potem obstaja seveda tudi pregled s strani kliničnega psihologa ali psihiatra, ki seveda presodi, da je pač ta človek to dela seveda pri svoje popolnoma zdravem razumu in polni zavedanju odločitve, ki jo sprejema, pogovori z njegovimi svojci, socialnim okoljem in seveda ob tem še komisija, ki vso to stvar potem ponovno pregleda in pač presodi, ali je bila stvar v skladu z samim zakonom ali pa bi vendarle ugotovila, da pač obstajajo tu ne vem karkoli, kar bi govorilo proti temu. Skratka, sam postopek je možno izpeljati tako, da se ni treba bati, da bi prihajalo do nekih zlorab. Nasprotniki uvedbe pravice do usmrtitve svarijo pred širšimi družbenimi posledicami, predvsem do nikjer zapisanih pritiskov na bolne, stare in onemogle. Doktor Cviter, lahko prosim podrobneje pojasnite, zakaj gre? No, saj nekaj tega sem že povedal. Pač, čim se odpre ta možnost, mislim, se čutijo ljudje, mislim, ljudje, ki so na meji, na robu življenja, ki se približuje jim konec življenja, razmišljati začnejo aktivno, bistveno bolj pogosto o tej možnosti in velikokrat pa lahko jih okoliščine njihovega življenja celo napeljajo v to, da prosto, z svojo prosto odločitvijo zaprosijo za predčasno ali pa hitro smrt. Recimo zanimiva statistika iz Nizozemske, da več kot 80% evtanazij se zgodi za ljudi, ki so v domači oskrbi in samo manj kot 3% v bolnišnicah. In jaz si to razlagam tako, da človek, ki umira v bolnišnici ali pa ki je v slabi koži in je v bolnišnici, zanj ga vendarle skrbijo profesionalci. Če ob 2 ponoči potrebuje medicinsko sestro, bo pač pozvonil in ona bo prišla, ona je plačana za to, da je ponoči v službi in bo šla zjutraj domov in nima slabe vesti, da jo je poklical. Če pa svojo hčerko ob 2 ponoči zbudi, ta hčerka dopoldne je v službi, popoldne ima otroke pa družino, ponoči pa še za očeta skrbi in se bo oče iz ljubezni do svoje hčerke prostovoljno odločil za to, da zapusti ta svet. Tako da zato ta statistika, da je 80% evtanazij, več kot 80% v domači oskrbi, za ljudi v domači oskrbi. Tako da to so ti tihi pritiski, seveda včasih pa so pritiski tudi očitni, se niso vsi odnosi v družinah zelo idealni in včasih starega hočejo kar direktno poriniti na un svet in če bi se odprla možnost zakonske evtanazije, bi mu vsak dan rekli, stari, a si že poklical na tisto številko, da te bojo prišli usmrtiti. Smem replicirati? Ja.
Torej, zdaj, če govorimo o 80% ljudi, ki umrejo doma, je to natančno tisto, kar si ljudje želijo. Namreč po teh anketah vemo, da praktično vsi ljudje želijo umreti doma in ravno to je tisto, kar vam potem taka zakonska ureditev omogoča, da boste umrli doma med svojimi, v krogu svojih dragih, da se držite za roke, da se poslovite tako, kot je treba, ne da umrete potem na nekem zdravniškem oddelku, ob neki x uri med neznanimi ljudmi. In tu je zdaj seveda prosti, ampak z moje strani že še en tvoj primer, kako manipuliraš s podatki. Ne? Informacije lahko serviramo na tak način ali pa na drugačen način. Seveda, jaz se tudi strinjam s tem, da je veliko lepše in jaz sem vedno to spodbujal kot zdravnik, da ljudje umrejo doma. Ampak vendarle bi pričakoval, če je na Nizozemskem okrog 30% smrti je v bolnišnicah, pa samo 3% evtanazije v bolnišnicah. Potem nekaj govori o tem, da tisti ljudje, ki so doma, so bolj nagnjeni k temu, da se umaknejo iz tega sveta, kot pa tisti, ki Ti to narobe gledaš, to je ravno obratno. Tisti, ki imajo možnost izbirati, grejo umreti domov, tudi iz bolnice se umaknejo, grejo umreti domov, umaknejo se iz doma. Koliko ljudi, ki so v domovih za upokojence, si želi umreti doma? Mislim, to vedno znova, da srečujem. Zadnja želja je umreti doma med svojimi, pa v glavnem ne morejo. Seveda, vse to drži, ampak to sta dve dejstvi, ki si nista v nasprotju. Mislim, dejstvo je, da človek v bolnišnici z kakršnih koli razlogov ne more biti doma, ni bolj nagnjen, ampak je bistveno manj nagnjen k evtanaziji, kot pa tisti, čisto vseeno, zakaj ni doma. On je v bolnišnici, je bistveno manjši odstotek teh ljudi bo zaprosilo za evtanazijo, kot pa tisti, ki so doma. Tako da oba se strinjava, lepo je umreti doma in to moramo podpirati in to možnost moramo ljudem dati in jim dati vso podporo za nego doma in tako naprej. To je tudi del paliativne oskrbe. Ampak pač statistika je takšna. No, zdaj, druga stvar je, da na Nizozemskem so mislili, da bojo z uvedbo evtanazije, da se bo zmanjšalo število samomorov tistih običajnih, brez zdravniške pomoči. Pa to ni res, se je povečalo število samomorov, ker zgleda, da družba nekako v njihovem socialnem, družbenem mišljenju je smrt en od običajnih načinov, kako se reši življenjskih problemov. Tako da to je tudi ena od takšnih posledic tega spremenjenega odnosa. Jaz bi samo še nekaj rekel v dodatek k temu, kar si prej povedal, da najprej mora biti družbena sprememba, družbena klima in potem šele zakon. Natančno to se je dogajalo na Nizozemskem. Na Nizozemskem so imeli prakso nekaznovanja zdravnikov, ki so paciente evtanazirali že vsaj 10 let, če ne več, pred sprejemom zakona. In potem, ko se je pokazalo, da je to tako razširjena praksa in da sodišča in tožilci ne preganjajo teh zdravnikov, so potem v soglasju z zdravniškim združenjem, kraljevskim, nizozemskim, z vsemi ostalimi organizacijami dejansko sprejeli zakon o evtanaziji. Najbrž mi iz tega dela Evrope ne razumemo čisto dobro družbenega gledanja in klime in vseh teh odnosov v Nizozemski, ki je ali ateistična ali protestantska. Tako da najbrž je tukaj en del nerazumevanja, tudi iz mene, ko gledam na njihovo prakso, mi nekatere stvari niso jasne. Predstavljati njihovo prakso k nam v naše okolje se mi zdi pa narobe, zaradi tega, ker naša klima pa vendarle ni taka. Tudi naše zdravniške organizacije niso naklonjene temu, tako da mislim, da bi bilo pri nas, če bi se to sprejelo, da bi prišlo do hudega razkola v družbi. No. Medtem ko na Nizozemskem ni prišlo do tega. Ne znam si razlagati vsega.
No, do hujšega razkola ne bo prišlo, kakor je pač itak med nami. Ne zaradi tega, ne se bati. Je pa to seveda spet eden od strahov, ki jih skušate vcepiti ljudem, da bi pač ne podpirali pač tega zauzemanja za zakonsko ureditev. Skratka, izumljate strahove. Zelo moti, ker to že dolgo spremljam, da ignorirajo vsi besedo prostovoljno. O sebi odločam, ne vsi drugi. Jaz moram pa v Boga. To mi zagotovi 34. člen Ustave, govori o mojem dostojanstvu. Ne, ubogih tiho in v tem govorijo o vsem drugem. 2 let sem v domu starejših občanov v Botavcih, zato ker imam Parkinsonovo bolezen. Tam morate iti pa živeti med njimi, pa boste videli, kakšna je kvaliteta življenja. To je zame važno, ne dolgost trajanja življenja. Ne obisk, to je nič, to je malo malca. Pepejte, pa boste videli, kako te ljudje trpijo, kako so pravzaprav niso več ljudje, ampak čist stvari. Jaz gledam s te plati, to je res vse krasno, paliativo, pa ne vem kaj. Koliko kapacete pa imamo pri nas tega? Zakon o dolgotrajni oskrbi, 15 let, to je sramota, kot bi bili nepismeni, ampak tle gre za to, da odlašamo z namenom, da se ne bo nič spremenilo. In zato, na primer, tudi ko prebiram te stvari, ste prej govorili o doktor Ošlaju. Vse prebiramo. Gospa, oprostite. Za vprašanje iz publike bo čas še kasneje. Ste povabljeni takrat, da zastavite svoje vprašanje. Zdaj pa jih bova najprej še nekaj midva. Mogoče za začetek čist komentar na to strašenje, ki ste ga vi omenili, gospod Pleterski. Še mogoče... Jaz mislim, da to ni pot v neznano. Jaz mislim, da je to to je znan dogodek, znana zgodba. Začne se z nekaj izjemnimi primeri, potem se začnejo pa polje evtanazije širiti in širiti in širiti. Recimo na Nizozemskem so začeli seveda z rakovimi bolniki v zadnjem stadiju, ampak potem se pa širi to na psihiatrične bolnike, na bolnike z demenco, blago demenco. 163 bolnikov z blago demenco so v lanskem letu usmrtili. Najprej je potrebno soglasje takrat, potem se pa zadovoljijo že s soglasjem vnaprej. Recimo oseba danes reče, če bom dementen, potem me lahko usmrtite, potem postane dementen, nič več ne ve o tem, da bi želel umreti, ampak pridejo in ga na podlagi 2 leti starega dokumenta usmrtijo. Tako se dogaja, no? To je ta fenomen spolzkega klanca. Zdaj, če bo zakon sprejet, če bo boljši, ala ti vera, ampak jaz se bojim, da so te stvari, težko jih je zakonsko vodotesno narediti. No. V konvenciji o človekovih pravicah je pravica do življenja določena kot temeljna pravica. Temeljne pravice naj bi bile neodtujljive. Ali niso torej državne podpisnice zavezane varovati človeško življenje? Ali evtanazija ne pomeni ravno kršenje te zaveze? Evtanazija absolutno ne pomeni kršenje te zaveze.
v naši ustavi je nedotakljivo življenja, ampak to je nedotakljivo življenja, torej stališče posameznika, stališče njegove avtonomije. Nihče nima pravice v to posegati, ampak v avtonomiji posameznika pa je, da sme odločati o svojem življenju. In tu, ko govorimo o pomoči pri dokončanju življenja, je to pomoč na željo, torej posameznika. In ta uresničitev te želje omogoča v bistvu uveljavljanje njegovega dostojanstva, ki je osnova v bistvu njegove moralne vrednosti življenja. In ko enkrat izgubimo to svoje dostojanstvo, izgubimo moralno vrednost življenja. In zato to potrebujemo. Skratka, to ni v nikakršnem nasprotju. Jaz ne vem, no, zdaj, jaz tudi ne bi tega člena ustave na tak način interpretiral, ker s to argumentacijo bi lahko naprimer tudi zahtevali, da zdravnik na silo podaljšuje življenje neozdravljivo bolnemu, kar je pa tudi strokovno narobe. Tako da, če ta člen vzameš čistko, da je človeško življenje potrebno vse narediti, da bi teklo naprej, a ne, potem moraš tudi enega zelo umirajočega bolnika pošiljati na urgenco in ga priključevati na aparate in ne vem kaj, samo zato, ker je njegovo življenje nedotakljivo. Tako da jaz se jaz ne razumem tega člena ustave tako. Ne. Ta člen ustave je popolnoma jasen, je zato, ker iz tega sledi, da nimamo smrtne kazni, torej drugi ne smejo posegati v tvoje življenje. Zato gre. Ja. No, pa če bi se lahko pol navezali kar na naslednje vprašanje. Glede na to, da je smrtna kazen prepovedana prav v vseh državah Evropske unije, zakaj bi usmrčevali obnemogle in bolne, če ne usmrčujemo morilcev, posiljevalcev in vojnih zločincev? Oziroma, če postavimo zadevo v obratno logiko, zakaj ne bi usmrčevali bolnih in ostarelih, če usmrčujemo nerojene? Ja, to je vprašanje, seveda, ki je že, ko bi rekel, ideološko močno obremenjeno. Ne. To je vprašanje, ki izvira iz gledanja, da je abortus nekaj, kar ne sme obstajati. To je vprašanje, ki izvira v bistvu iz sedanje akcije določenega dela ljudi, ki želijo posod, kjer je prepovedan abortus, kjer je dovoljen abortus, doseči njegovo prepoved. In to je pač ta način razmišljanja, ki pa je zame, ko bi rekel, pervertiran, spreobrnen, napačen. Torej, smrtna kazen je proti volji človeka. Ne? Nihče obsojenc si ne želi umreti in država izpelje smrtno kazen proti njegovi volji. Zdaj, zakaj je smrtna kazen prepovedana? Lahko na to gledamo ideološko kot na svetost življenja in da je zato prepovedana. Jaz mislim, da je eden od glavnih argumentov, zakaj je smrtna kazen prepovedana, tudi ta, da nikoli ni možno izključiti sodne zmote. In če pride do sodne zmote, vemo, koliko sodišč se razvelavi in se skaže, da stvar ni taka, ampak celo v najbolj očitnih primerih krivde obstaja ena mičkena možnost, da je napačen človek obsojen. V Italiji nedavno je bil obsojen nekdo, ki je sam priznal, da je svojega zeta ubil v nekem družinskem prepiru in je šel v zapor za 20 let. Čez eno leto se je pa njegov sin zlomil in je povedal, da je on ubil svojega svaka. Oče ga je pa skušal zaščititi, zato da bi mlado družino rešil, da bi sina rešil pred zaporom in se je on prijavil kot morilec. Tako da, a veste, vedno je ta možnost sodne zmote. In tukaj je bila pač družinska zgodba, tam neka sekira krvava, vse skupaj je bilo zmešano in če je ta priznal, kaj če sodišče drugega kot verjeta. Pak vedno je možnost neke sodne zmote. Tudi v medicini je seveda vedno možnost napačne diagnoze. In tako da tukaj, to je ta paralela med smrtno kaznijo in evtanazijo. Ne toliko ideološka, kot enostavno možnost pomote. Zdaj, z abortusom primerjati evtanazijo, jaz ne zagovarjam abortusa.
Ampak kljub vsemu mislim, da prepoved abortusa in kaznovanje žensk, ki se za to odločijo, je pa napačna pot. Jaz mislim, da kar se tiče abortusa, zdaj sem malo zašel ven iz naše teme, ampak vseeno, če ste že to odprli, kar se tiče abortusa, jaz mislim, da sta dve stvari, ki bi jih morali spremeniti, ne prepoved, ampak obvezno svetovanje, to je ena stvar, da ne bi bila to neka pravica in nikogar ne smeš niti vprašati, zakaj, ampak da bi vendarle bilo neko svetovanje. Druga stvar je spodbujati možnost posvojitve otroka, da tem bodočim materam oziroma nosečnicam povemo, da je recimo v Sloveniji več kot 500 trenutno parov, ki so strani socialne službe prepoznani kot dobri posvojitelji, ker ne morejo sami imeti otrok, pa iz same Slovenije dobijo, mislim, da je bilo v lanskem letu 15 otrok. Se pravi, vse ostale otroke je treba uvoziti iz Vietnama, iz Rusije, iz Ukrajine, iz bog ve kje. In je res žalostno, mislim, za mene je moralno neprimerno manj sporno od abortusa to, da mlada ženska otroka rodi in ga da v posvojitev. Mislim, in živi naprej svoje življenje, ampak je dala pač življenje in veselje otroka enemu drugemu paru, ki otroka ne more imeti. To se mi zdi etično in moralno nič spornega. Naša družba, seveda hinavska kot je, bo pa na tako mamo gledala grdo, bo rekla, medtem ko vsak sprejme to, abortus je naredila, vsak bi to skoraj razumel, seveda ga je naredila, se je stara šele 17 let, ne. Medtem ko eno, ki bi dala otroka posvojitev, bi pa s prstom za njo kazali, ne. Češ, kako je pa mogla dati otroka od sebe, ne, pa je tako bil luškan. Ja. Boste imeli čas za svojo misel. Sej bo. Ja. Ja, gospa Kocjan, hvala. Zelo spoštujem vaše mnenje in vaše. Je pa seveda s prostovoljnostjo tako, da nihče od nas ni Robinson na samotnem otoku in na to prostovoljnost okolica. Ja, vem, ampak vedno okolica odloča, vpliva na tebe. Jaz sem hotel prej samo še eno drobno stvar okrog abortusa. Tisto, kar bi pa morali narediti pri abortusu, je pa, da ne bi bilo nobenega abortusa iz socialnih razlogov. In to je pa greh, ki ga imajo na vesti tisti, ki odločajo o socialni politiki. To, da nobena ženska, ker večina abortusov pri nas niso najstnice, večina abortusov so ženske, ki so stare 30 in več, ki ima že 2 otroka in ne more tretjega preživeti. To pa je hudo. In tukaj bi pa morala država nekaj narediti. To pa ne smemo, skratka, zato ne smemo teh žensk nesrečnih tako stigmatizirati in jih opljuvati, ampak je problem celotne naravnanosti družbe do tega. Tukaj, jaz mislim, jaz nisem za to, da se povezujeta ta dva problema, abortusa pa evtanazija. To sta dva različna problema in mislim, lahko ideološko podobno gledaš na oba problema, seveda svetost življenja skozi to, ampak vendarle sta to različne stvari.
No, če bi lahko še zadnje vprašanje, potem se pa posvetimo vprašanjem iz publike. Alternativna evtanazija, ki je v slovenski pravni ureditvi dovoljena, je prostovoljna vnaprejšnja odpoved bolnika zdravniški pomoči, torej tudi hrani in pijači. Ta je v izjemnih primerih vegetativnega stanja tudi medicinsko utemeljena, ter določenim terapijam ali na primer reševanju življenja z oživljanjem. Doktor Cviter, ali ne bi bila evtanazija za bolnike, ki izberejo to možnost, pravzaprav ugodnejša? Torej, strinjava se okrog tega, da ima bolnik pravico odkloniti zdravljenje, vključno z hranjenjem, prisilnim ali pa tudi ima pravico zavračati hrano, tudi če bi sam lahko jedel, ga ne smeš dati na infuzije ali pa če on to zavrača, tukaj zdaj jasno. Zdaj, tazga človeka dati na evtanazijo, jaz mislim, veste, tako je, najbrž to sta spet dve stvari. On se odloči, da iz protesta ne bo več jedel, ne bo hotel, ne bo pil in tako naprej. Zdaj, a imam jaz do njega zdaj dolžnost, da pa pospešim njegovo smrt? Jaz mislim, da ne, da on pač, če se je tako odločil, bo šel po tej poti, veliko jih najbrž na tej poti odneha, jaz ne poznam sicer kakšne statistike teh primerov, ampak veliko jih najbrž vendarle ne gre do konca, da tako rečemo. Nekateri pa grejo in imajo do tega pravico. Jaz ne vem, zakaj bi se tukaj v to tako zelo vtikali. Pač on kot oseba ima to pravico, zdaj, če ga bo bolelo, mu bom dal zdravila proti bolečinam, če jih bo seveda hotel vzeti. Ne vem pa, zakaj bi to pomenilo, da sem pa jaz zavezan, da pospešim njegovo smrt. Kako ti misliš, Andrej? Ja, vse je odvisno pač od pacienta. Odločilno je to, ali te on prosi. Kajti danes te izbire nima. Zdaj, kar trenutna naša zakonodaja je taka, da vse, kar mu preostane, to, da pač zdravljenje zavrne. Verjamem pa, da bi marsikdo od tistih, ki zdravljenje zavračajo, to stvar še malo pospešil in bi te prosil, da mu pomagaš. In če bi bila pač taka zakonodaja, bi ti v tistem trenutku se lahko pol odločil, ali mu boš ustregel, ali boš rekel, prostite, imamo gor vesti, pojdite k mojemu kolegu, ki ga nima, in bo mu on pomagal. Dobro, najlepša hvala. Sedaj bi pa nadaljevali z vprašanji iz publike. Torej, če ima kdo kakšno? Bi gospa Kocjan mogoče vendar še kaj? Ja. Ja. Točno tako je, pa še, pa niso samo zidovi, ne. Problem so ljudje, ki tam delajo, ki so hudo preobremenjeni, ja, pomanjkanje kadra, ki je bedno plačan, ne. Ta kader, to so najslabše plačani ljudje, ker so zdaj privatizirani domovi in vsi grejo na ekonomijo in imajo, ne vem, 40 ljudi, ena za oskrbeti, ne. In ne more, in ne zmore. In to je dejansko potlej, tako da niso samo zidovi problem. Problem je vse ostalo. Ja, to so dejstva, ja. Ja, verjamem. Ja, tako da mislim, da vsa ta debata okoli evtanazije bo vendar imela nek pozitiv, ne glede na to, kaj bo ven prišlo. Izvoli. Lepo pozdravljeni. Sem na slabem glasu. Ja. Jaz bi se sam predstavila, jaz sem bil tudi tlele zdravnica. Sem bila malo pozorna, da je to predavanje, sem nevrologinja, tako da delam res s težkimi bolniki, kronično bolnimi. Pogosto tudi na smrtni postli, že 23 let na nevrološki kliniki in se res
od prve do zadnje besede se strinjam in tudi podpiram dr. Cvitra. Tako da nimam kaj drugega pripomniti. Seveda tudi gospo spoštujem, vem to, kar se tudi zadnje glede paliativne medicine popolnoma enako in smo postali bolj pozorni. Jaz upam, da tudi v sam program učenja že samih študentov, da bo malo več zavedanja o paliativi in da bo v naslednjih 10 letih se to razvilo. In zdaj evtanazija, ne? Mi zdravniki smo prisegli Hipokratovo prisego, ne? In jaz si tudi sama ne predstavljam in v 23 letih recimo, jaz se pogovarjam z bolniki o tem, ne? Ker so tudi depresivni, so hude zgodbe in jih vprašam, ali bi želeli, ali kdaj pomislijo na tem, ali na samomor, ali da bi si končali življenje, ker se moramo o tem pogovarjati z težkimi bolniki. In mi še nihče, ampak resnično jaz delam z dementnimi, z bolniki s Parkinsonovo boleznijo, res s temi starimi bolniki in svojci, mi nihče ni še omenil evtanazije. Res, me ni prosil za evtanazijo, delam tudi na oddelku, se pravi ne samo ambulantno. In tudi med kolegi, kot je dr. Cviter rekel, naša združenja, zdravniki, mislim, da ne podpiramo evtanazije v taki, kot je zdaj govora. In si predstavljate, da meni vse ene vpraša, zdaj mi pa dajte eno injekcijo. In bom recimo vedela, da na nevrološki kliniki, kjer poznam zdravnike, recimo bom ugotovila, saj imamo vsi govor vesti, koga bomo pa poklicali. A bomo enega SP zdravnika poklicali? Ne vem, jaz sploh ne poznam zdravnika, no. Ne vem, dr. Cviter. Ja, nič, to je problem, ki bo nastal, če bo evtanazija uzakonjena, ker bo treba pač zagotoviti to pravico in kdo bo zdaj tisti specialist, evtanazist, ne, ki bo prišel. Ne. Na Nizozemskem so to rešili z klinikami End of Life Clinics. To so na klic ekipa, ki pride, kadar njegov družinski zdravnik odkloni evtanazijo, ki pozna bolnika, odkloni evtanazijo, je na voljo End of Life Clinics, pokličeš in pridejo in izvedejo evtanazijo. Ne, da bi bolnika poznali, ne, da bi imeli z njim prejšnje, ne vem koliko izkušenj in tako naprej. Ne. No, še drugi. Hvala. Jaz sem Kristina Knez iz 4.b. Sem imela glih slučajno danes po noči prvič v življenju možnost videti umirajočega človeka. Mi je umrla prababica in je v bistvu zelo trpela. Zdaj 1 mesec v bistvu. Stara je bila drugače 97 let. In zdaj zjutraj, ko smo se zbrali v bistvu cela družina, smo v bistvu se vsi spomnili tega, da je ona do pred 1 mesecem vedela, če smo kdorkoli prišel k njej pač na obisk ali pa pač vedno je ona to govorila, jaz rada živim. Pač zmeraj je ponavljala, jaz rada živim in je bilo v bistvu meni težko gledati, ne, ker sem videla, da trpi, ko je umirala, da zelo trpi, ampak je bilo vse neki tok na en način lepega in hkrati tok nedotakljivega. Se mi zdi, da takrat sem pomislila, ker sem vedela, da bo danes to, kako bi lahko si kdo vzel to moč, imeti v bistvu možnost, da se sam odloča o tem. Se mi zdi, da smo sicer napredovali skozi vso zgodovino v vseh možnih pogledih, ampak da mogoče v tem pogledu, da si želimo imeti nadzor, kdaj začeti in kdaj končati življenje, da pa mogoče malo nazadujemo. Ja, jaz mislim, da je zelo lepo. Hvala za to lepo pričevanje. Jaz mislim, da je res tem, ki so pobudniki zakona uzakonitve evtanazije, res
jaz mislim, da jim manjka en vpogled v zdravniško dušo ali pa zdravniško delo. Najbrž so med zdravniki tudi taki, ki bi celo uživali v tem. Mislim, verjetno jih je. V vsaki populaciji imaš vsega sorte, med zdravniki imaš tudi lahko takšne, samo to je strahotno nevaren razplet. Jaz mislim, da velika večina zdravnikov to ni samo zaradi, kot je kolegica omenila, zaradi Hipokratove prisege, ampak čist enostavno svoj občutek, zdaj bom pa jaz prišel, pa bom ubrizgal, pa bo unčuk padel dol. Mislim, ne vem, jaz mislim, da ne morem kot zdravnik, pa z velikimi izkušnjami, tako kot vi, jaz sem tudi delal na onkologiji z zelo težkimi pacienti, ne morem si predstavljati, da bi to kdaj naredil. Pa so se mi smilili ljudje, pa smo se tudi zdravniki jokali ob človeku, ko je umiral. Mislim, ni tako redko, mislim, nismo brezdušni, ampak da bi pa jaz pospešil, recimo pač kakšna mama, pa je pa sin bil zraven, pa je on jokal, pa smo mi tudi. Ampak ne morem si pa predstavljati, da bi dober zdravnik prišel pa cek naredil. Jaz si ne morem držati za roko človeka, zraven sedeti, mu govoriti, vse to, ampak tega dejanja si pa enostavno ne predstavljam, da bi ga naredil. In tudi si ne predstavljam, da bi podpisal vse tiste dokumente, ki so potrebni za to dejanje, ker samo usmrtitev seveda lahko izpelje tudi kdo drug. Za usmrtitev človeka ni treba medicinske izobrazbe. Ampak vse tisto, kar moraš prej podpisati, tam bi bil, če bi vedel, da to služi evtanaziji, bi rekel ne. Mislim, ne vem. Tako da tukaj daješ zdravnikom neverjetno moč, če jim to dovoliš. In saj sem rekel, 100.000 evtanazij na Nizozemskem, nobenega sodnega procesa, noben se ne vpraša, kaj je s tem, mislim, a je bilo kdaj kaj narobe, najbrž je pa bilo. Po statistiki je čist nemogoče, da v 100.000 primerih ne bi nobenkrat bila diagnoza zgrešena ali pa karkoli drugače narobe. Tako da skoraj zgleda, kot da bi družba cinično sprejela ta protestantska, ne vem, a je to v zvezi s tem, jaz ne razumem tega čisto dobro, sprejela to, da je pač dober, sem in tja kakšen napačen primer, kaj pa zato, če je 2-3% napačnih, ampak mi se pa rešimo vseh teh starčkov, ki jih ne rabimo več na svetu. Jaz mislim, v družbenem smislu, v smislu prihranka, Kanačani so zračunali, kakšne silne prihranke bojo imeli, če bojo evtanazijo uzakonili. Tako da v tem smislu pa... Ja, Matjaž, zdaj spet strašiš ljudi, ne? Spet izvajaš neke misli o tem, kako bomo odrseli po družbeni lestvici, to je eno. Ampak ti seveda tudi izhajaš iz starega občutenja zdravniškega poklica, ki je pač paternalističen, pokroviteljski do pacientov. Zdaj s tem je v resnici že po eni strani presekala naša ustava in kot na izvedbeni ravni potem tudi zakon o pacientovih pravicah. Ne. In jaz bi zdaj posebej poudaril, ne, če bi uredili potem tudi dostojanstveno dokončanje življenja z zakonom, potem bi s tem zaščitili tudi zdravnike, kajti zdravniki zdaj niste zaščiteni, vi ste zdaj pod strašnim udarom in pritiskom v bistvu pacientov. Potem bi bil ta odnos zakonsko reguliran in na nek način dogovorjen, ker bi imel konec koncev tudi vsak zdravnik na osebni ravni, na ravni svojega govora, vesti, možnost umika, tisti, ki pač ne bi bilo to v skladu z njegovimi prepričanjem. Medtem ko pač nekdo drug pa bi to lahko naredil. Da bi jaz imel še tudi eno vprašanje. In sicer, jaz mislim tako, pri teh res težkih vprašanjih je človek po neki notranji intuiciji že vnaprej odločen. Ne? To je v bistvu neka predrazumska raven. Potem pa išče seveda razumske razloge, ne? Za to, kako bo zdaj to si osmislil. Ne? In veliko teže pa je, da se spustiš v eno, bi rekel, avanturo poslušanja drugega. Tako da po intuiciji sem jaz seveda tudi na strani dr. Cvitra, ampak občudujem pa vašo moč logičnega razmišljanja.
dr. Pleterski, se tudi strinjam s tem ugovorom, a ne tej statistiki nizozemski, kar se tiče umiranja na domu, pa čeprav sem prej tudi prebral knjigo dr. Cvitra, ampak zdaj pa, če vi, dr. Pleterski, sledite moji logiki, a ne, nedotakljivost človeškega življenja, a ne, in nihče ne sme posegati v to, a ne, in če sem se jaz tako odločil. Zdaj, jaz se ne strinjam, da je vprašanje recimo začetka življenja pa konca življenja, da nista povezana, ker gre v bistvu za dva fenomena, iz ene skrivnosti v skrivnost. No in zdaj, morate tudi dopuščati, da smo tisti, ki verjamemo v to nedotakljivost življenja tudi nerojenih, otrok, in da gre tudi tukaj, pa imamo precej dobre razloge za to, to ni zdaj samo neka naša, pač neko golo verovanje, slepa vera, ne. Zdaj, če bi res izpeljali to logiko do konca, da moramo spoštovati odločitev človeka, se meni postavljata dva problema. Prvo je, kdo zdaj vpraša te nerojene, torej uzakonitev evtanazije v tej logiki eo ipso, se pravi, logično pomeni to, da je splav zelo problematičen. Druga stvar pa je, če ste brali, kaj je Vido Tomšič, ki je bila pionirka ženskih pravic v Sloveniji, no ali pa ena izmed pionirk, je bilo jasno takrat, da je bilo treba ženske zaščititi, da ne bodo se hodile k nekim mazačem, pač te splave upravljati, ampak da se jih bo zaščitilo v tem. Ampak potem zakon recimo je pa bil, seveda, da do 10. tedna sploh ne smeš vprašati. In zdaj, če sploh podvomiš v to, da to ni več pravica, je že problem. Noben se več ne sprašuje o tej pravici do življenja tudi teh nerojenih otrok. No in zdaj posledica tega, jaz se strinjam, strašenje ni nikoli na mestu, ampak vendarle se mi pa zdi, da je logično, da bodo po tem zakonu ljudje, mislim, ne predstavljam si situacije, ko bo mene, recimo, ne vem, en naključni mimoidoči, pač, ne vem, ali pa, no, ne naključni mimoidoči, da ne strašim tudi sam preveč, ampak ne vem, nek prijatelj, da mi me resno pač prosil bi me, da mu naj pomagam umreti. Jaz bi seveda to zaradi svojega etosa odklonil, ampak zdaj pravna odgovornost tega, a veste, kakor je, recimo, če zdravnik odkloni, če nima urejenega ugovora vesti, če odkloni, recimo, ko se ženska odloči za splav. Samo da ji svetuje, da mogoče to ni mogoče najbolj pametno, je že predmet nekega javnega pogroma, da ne govorim celo pravno odgovoren. Jaz se s tem strinjam, da je pravno odgovoren, če je pač zakon tako napisan. Zdaj ne vem, če sem bil čisto jasen, ampak pač po tej logiki nekako se mi zdi, da te dve zadevi zelo povezani. Ne vem, če lahko na to kaj poveste. Ne, jaz mislim, lahko razumem, da tisti, ki zavrača abortus, zavrača tudi pomoč pri dokončanju življenja. To mi je po svoje dosti logično, ampak ko bi rekel, ne bi se jaz zdaj spuščal v diskusijo o tem, kdaj se začne življenje. Nedvomno pa se življenje v nekem trenutku konča. In pač mi zdaj govorimo o tem, kako dostojanstveno končati to življenje. Ne vidim pa pri neki zakonski ureditvi tega končanja življenja v resnici nek pritisk na kogarkoli, celo obratno. Jaz vidim neko olajšanje pritiska, zlasti na zdravnike. Ampak jaz bi zdaj vsem predlagal, da tale moja torej, kaj ne rečem, soseda pred menoj, ki se je že 3-krat trudila, da vpraša, da ima možnost. Hvala. Jaz sem pa Ana Šrader in študiram medicino, zdaj sem prvi letnik na fakulteti v Ljubljani, pa imam samo eno vprašanje za vas, dr. Pleterski. Sicer me zanima v tem vašem zakonu, ki ga pripravljate, kaj bi bil pogoj, da se dovoli oziroma da se pač odobri evtanazijo pri posamezniku. Je to samo njegova volja ali mora biti medicinska kartoteka za tem ali kakorkoli? Pač kakšen bi bil proces tega, da nekomu rečeš potem, ja, lahko naredimo to? V bistvu gre za ugotavljanje, ali ta človek v resnici trpi, tako vsebinsko povedano. Seveda zdaj to nedvomno dokazuje lahko njegova medicinska dokumentacija, lahko dokazuje tudi pogovor z kliničnim psihologom, lahko dokazuje pogovor z njegovimi svojci, lahko dokazuje pogovor z njim. Torej,
po mojih osebnih izkušnjah, ne, ko nekdo v resnici res trpi, ne, ja, vas bo v nekem trenutku prepričal. Ne. Moj oče je trpel, mirno lahko rečem, 7 let, ko bi rekel vsakič ob vsakem srečanju je povedal, da bi on že rad umrl in kdaj bo že umrl in tako naprej. Moram pa reči, in seveda, ker njegovo trpljenje ni bilo fizično trpljenje, njegovo trpljenje je bilo trpljenje njegovega dostojanstva, njegove samopodobe. Skratka, vse tisto, kar je njemu življenje delalo smiselno, je on izgubljal. In to je bilo v bistvu sploh zelo boleče, ker mu je to, tako bi rekel, po milimetrih vsak dan polzelo iz rok, vsak zdrsek, vsak dan mu je bil posebej boleč. In priznam, da me je prepričal, da on res, da on res trpi v tistem trenutku, ko si on prirezal žile. Ne. To je bil zame potem končen dokaz, ampak mislim, da ni treba človeka tako daleč pretjerati, da bi moral si žile rezati, da bo dokazal, da to res je in da mu lahko verjamemo tudi že prej. Ampak vendar vse zadnjih 7 let ni knjige napisal, izdali so mu 1 ali 2 knjigi še v teh letih. Ja, on je pač skušal ta čas na nek način koristno, on je bil navajen biti človek, ki je dejaven in ki je koristen član družbe in ki poskuša za to družbo nekaj narediti. In je pač delal, dokler je pač mogel. Ne. Ampak to ne pomeni, da on v resnici, če bi imel možnost, on se je zanimal že takrat, tudi me je prosil, da pogledam, kako je to v Švici, ampak sem jaz ugotovil, da enostavno, da je prešibak, da bi sploh lahko šel do tja, skratka, cel postopek tam je razmeroma zelo zahteven in nekdo, ki je že tako telesno šibak, kot je bil on, pravzaprav mu je to zelo težko narediti. Ne, tako da sva pač to misel opustila. Ampak kako pa recimo to, ko je študentka vprašala, če nekdo trpi, pa bi se mu lahko medicinsko pomagali, pa to pomoč zavrača. Ja, jo pač zavrača, jaz mu verjamem, razumete? To je osebna odločitev. Nekdo, ki ga boli, ne pozabimo, večina ne dela, ne končuje na ta način življenja zato, ker bi jih bolelo, ampak ker trpi njihovo dostojanstvo. In to je nekaj, kar je z medicinsko dokumentacijo tako nemogoče dokazati. To je stvar subjektivnega občutanja. Tako da moraš pač enostavno... Če nekdo je pripravljen svoje življenje zastaviti za resničnost svojih besed, potem mu jaz verjamem. Samo še en komentar bi imel zdaj tukaj. Pa sej samomor ni kazensko preganjen. Jaz mislim, da je prav, da je tako. In vsak ima pravico, da sam odloča o končanju svojega življenja. To pa, da zdaj se pravi, ti svojo željo vplivaš tudi na, ne vemo, jaz še enkrat pravim, ne bi strašil, ampak ne vemo, kaj boš s tem povzročil, imamo pa dobre indice, imamo zelo dobre indice, kaj je to povzročil pri splošni zavesti. Splav je spet en primer. Se pravi, ti v bistvu vplivaš tudi na druge. Tvoje v bistvu to, da ti dostojanstveno umreš, če si se pač odločil, te pravice v bistvu ti pač, da je zelo tako, rečeno lahko problematično, noben ne krati, hkrati pa zdaj celo od drugega zahtevaš, da ti pri tem pomaga, hkrati boš pa še s tem zakonom vplival na množico drugih primerov, za katere pa ne vemo, če bodo prišli do take premišljene in tudi dostojanstvenega načina, kot je prišel vaš oče, recimo. Torej, obstaja pač tisto zlato pravilo, ki pravi, ne stori drugemu tisto, kar sam ne želiš, da bi drugi storil tebi, oziroma obratno, stori drugemu tisto, kar si želiš, da bi on storil tebi. In za to gre. Jaz sem pripravljen drugim pomagati, pričakujem pa, da bom jaz rabil pomoč, bo nekdo drug pomagal meni. Mislim, vprašanje je, kako gledamo na invalidnega človeka. A je z telesno invalidnostjo zmeri manj vreden, zmeri manj v njem dostojanstva. Je nekdo, ki je v plenicah pri 80 ali 90 letih res izgubil dostojanstvo. Zdaj,
tu je težko Ni to reči. važno, ima on plenice, važno je to, kako on na to gleda. Ne? So ljudje, ki... Ja. Moja mati je živela v plenicah kar nekaj let na koncu. Pa je še do nekaj mesecev pred smrtjo pravzaprav rada živela, potem si je želela umreti. No. Moj oče je bil pa tudi v plenicah, ampak je pa trpel še prednje je bil v plenicah, tako da same plenice po sebi pač ne pomenijo nič. Ne, seveda. In tukaj je vprašanje, kako opredeliš dostojanstvo in kako človek pride do tega. Jaz mislim, da ljudje, ki so pripravljeni, ne vem, ne znam pravzaprav, tedaj mogoče boste vi to boljš povedal, ampak jaz nimam občutka, da vemo natančno, kaj je to človekovo dostojanstvo in kdaj Vsak posameznik ve, kaj je njegovo dostojanstvo in z tega je treba izhajati. Človek ve zase. Jaz ne določam tebi tvojega dostojanstva, določam ga pa sebi. Jaz mogoče preveč zapletena zame ta... Pričakujem pa tudi, da ti ne boš meni mojega dostojanstva določal. Tlej še en komentar. Ja, hvala lepa, Tone Česen. Tole, kar ste zdaj postavili na koncu vprašanje o dostojanstvu, se mi zdi, da ne smemo iti iz tega, kaj jaz čutim, kaj jaz doživljam, ker potem cel kup ljudem, ki so človeška bitja, vzamemo to. Dostojanstvo človeka je inertno v človeku, zato ker je človek. Ne glede na to, v kakšnem stanju je. A se on lahko o tem izpregovori, ali lahko to čustveno pokaže, ampak zato, ker je človek, ga moram jaz spoštovati. In to je njegovo dostojanstvo. Samo v sebi, ne glede na to, v kakšni fazi in v kakšnem stanju je. Če se jaz tega zavedam globoko v sebi, potem lahko spoštujem in dajem pravico vsakmu do tega, kar je pravzaprav tisto najbolj njegovo, in to je življenje. In vse ostalo je v bistvu pač leporečenje, ne? Se nam fino sliši, pa fino zdi, pa je zgrajeno na naših čustvih, ampak dejansko ne stoji samo v sebi. To greste lahko brati Kanta ali pa Jezusa, čisto vse. Hvala. Še odziv na to? Mislim, to so zdaj že vprašanja etike, teologije in podobnih zadev. Zdaj jaz v to se ne bi spuščal, ampak trdim ponovno, ljudje nimamo jaz bom stvar drugače postavljen, tu bova pač ostala na različnih bregovih. Vi trdite, da imamo dostojanstvo zato, ker smo ljudje, jaz pa trdim, da smo ljudje zato, ker imamo dostojanstvo. No, s tem bi tako zaključili današnjo debato. Hvala obema gostoma, ker ste se udeležila tega povabila. Hvala tudi vsem, ki ste prišli poslušati. Za vas smo pa še pripravili manjša darila. Hvala lepa. To je hišna produkcija. Dobro, čestitam. Ja, uredi zdaj svoje gretje.